nami je, kot vedno v tretjem delu oddaje, naš obalni korespondent, gospod Marko Žerjal. Lep aplavz za gospoda Žerjala. Gospod Žerjal, spet ste nekaj spremenili stil oblačenja. Malo sem jim. Zanj ste prišli v obleki, v kravati, dan ste v lovski opravi. Kaj naslednje? Mrežasta majica pa piercingi na bradavičkah? Ne za ta denar, ne. Pošteno. Ne, gospod Godler, tokrat sem se oblekel zelo namensko, ker tudi urbana Slovenija vse bolj postaja divjina. Vsako leto smo namreč priča več in več srečanj z medvedi. In ta se predstavljajo vse bliže Ljubljani. Tako da še malo pa bomo imeli v prestolnici boljše bivalne pogoje za njih, kot pa za študente. Tako da, gospod Godler, po novem, ko pridem na obisk, vam v studio pridem pripravljen. Imate s seboj kakšen razpršilnik proti medvedom? Imam en tak dvocevni, ja, samo na šibre, ampak je varnostnik vztrajal, da ga moram pustiti dol pri njemu, drugače ne smemo poslopje. No, kaj pa botruje temu, da se ljudje z medvedi v Sloveniji zmer pogosteje srečujejo? Gre to, recimo, da so se medvedi ljudi preprosto navadili, gre za podnebne spremembe, ali so se naveličali življenja v okolici Kočevja, kjer jim nekdo stalno krade železo pa to? Nič od tega, gospod Godler. Medvedov je v Sloveniji, po mnenju stroke, preprosto preveč. Množijo se iz leta v leto in res zgleda, da vlada ne bo dovolila odstrela presežnega števila, dokler Tina Gaber ne dobi selfija z enim od njih. Kaj se pa potem zgodilo s številom medvedom v Slovenijo? Nima ministrstvo za prostor nobenega načrta, kako vsaj zajeziti to? Ima. Ministrstvo za naravne vire in prostor naj bi pripravilo strategijo, kako bodo število medvedov med drugim uravnavali, in tega si nisem zmislil, s kontracepcijo. Prosim? Z kontracepcijo. Očitno se nam v Sloveniji obeta nova akcija medvedke na tabletke. Ker tako neumni, da bi medvedom poskušali natikati kondome, jaz močno upam, da niso. To je bila ena stvar, ki sem si takoj začel predstavljati, kaj ste to rekli. Če probate, hočemo video. In gledajte, nočem kazati s prstom, kdo jim daje te genialne ideje. Ne, zakaj spet grafika s Tino nazaj gor? Dajmo režija, to je kakšna napaka, zagotovo, se upravičujem. To ste nekaj zamešali. Ker res ne vem, kdo jim svetujete briljantne rešitve, ampak, dragi svetovalci, žal se ne da vsakega problema rešiti z nečim, kar ste prebrali v Kozmopolitan. Lahko je vam, mogoče poskusite pogoltniti, prinesti kakšne počitnice ali dve, ampak pri medvedih nekako dvomim, da bo šlo to skozi. Ampak kaj pa je potem rešitev? Kaj, pošljemo medvedkam Inštitut 8. marec, da jim predavajo, ko so močne pa samostojne, pa ne rabijo moškega, ali, ne vem, da zagotovijo medvedkam bolj dostopen splav? Iskreno je to skoraj boljši predlog kot tistega s kontracepcijo, ker jaz res mislim, da je glavni problem pri tej medvedji problematiki ravno informiranost. Rešitev vidi v tem, da se odločevalci na ministrstvu bližje spoznajo situacijo. Denimo s kakšno team building ekskurzijo v Kočevje za par tednov, da si tam lepo postavijo šotore, spoznajo medvede na bližje in potem bomo videli, če so kaj bolj naklonjeni odstrelu. Pa tudi te razni svetovalci, ki živijo v blokih, ampak vejo več o medvedih kot vsi lovci skupaj, verjamem, da so prepričani, da bi se oni razumeli z medvedom, ker so ga enkrat videli v živalskem vrtu, ampak za bolj pristno izkušnjo bi lahko mogoče medvedjo ogrado spremenili v odprti oddelek za nekaj mesecev. Eno ga je videti v živalskem vrtu, ampak ko bi ga videli na Rožniku, bi mogoče dobili novo perspektivo na tega fascinantnega gozdnega prebivalca, ko bi se vrnili domov ne samo brez sape, ampak tudi brez roke. Režija, tokrat brez slike, prosim. Najlepša hvala, gospod Žerjal. Odličen kot vedno. Marko Žerjal, obalni korespondent. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.